Lep pozdrav nazaj. V tem drugem delu med 18. in 19. uro bomo predstavili najprej dve točki, se pravi, Vilijana bo povedala za Društvo za srečno življenje, ki se zavzema za svobodo človeka in duha, za kulturni in socialni in splošni razvoj družbe. V drugem delu bom pa potem jaz skušal povedati, razložiti odlok, če ravno to ni naša stvar, ampak to, da bomo razumeli, kaj se okrog nas dogaja. In sicer smo prejeli v društvu od Sindikata državnih organov Republike Slovenije podrobno razlago odloka o načinu izpolnjevanja, kje, kaj, kako, zakaj, in vas bom to v enem takšnem jeziku, vam bom skušal to predstaviti, ker so odloki pisani tako, da je skozi branje nemogoče razumeti vse, tako da bom podal te osnovne smernice, zato da se bomo znali ravnati pa razumeti stvari, če ravno je za nas druga uprava, druga samouprava, kot bom potem tudi posebej povedal. Sedaj pa povabim Vilijano, da se nam pridruži. Vilijana, dobrodošla. Dobrodošli. Ja, evo, Društvo za srečno življenje te vabi, da nam predstaviš, kako se društvo zavzema za svobodo človeka in duha. Beseda je tvoja. Najlepša hvala. Tukaj vam bom pokazala našo člansko izkaznico, malo bližje. In tudi notranjo stran članske izkaznice. Upam, da ste ponosni na to člansko izkaznico, ker to je v bistvu vaša vstopnica za srečno življenje, ker ste se vi tako odločili. Vi ste se odločili in hvala vam, da želite biti srečni na tej zemlji in da ste del naše Belis družine. Res smo že velika družina in še večja bomo. Zakaj? Zato, ker vsak človek v svojem srcu čuti, da bi bil rad srečen. Vsi si želimo živeti, biti zdravi, svobodni, v lepih medsebojnih odnosih. In vendar se nam dogajajo trenutno v Sloveniji z temi odloki in z odločbami določeni dogodki, ki nam bi lahko vzeli to radost, tudi zdravje. Ker če ni radosti, smo v stresu, kakor nam je že gospod Rajko lepo povedal. V zadnjih tednih, ko nas obiskuje in nam predaje svoje bogato znanje. In srčno hvala gospodu Rajkotu. Prav vsi na tej zemlji, ne glede na starost, ne glede na spol, ne glede na veroizpoved, ne glede na politično pripadnost, si želimo biti zdravi in srečni. Prav vsi. Številne poti so nam ponujene. Številni nasveti so vse posod. Ali na televiziji, ali v časopisih, ali v šolstvu, ali jih dobivamo v obliki odloka, ker na en način kažejo pot do zdravja, do radosti, do lepih medsebojnih odnosov. Par minut nazaj, ko sem pripravljala sendviče, mi je ena naša članica zaupala. Imela je veliko borbo, da je lahko v svoji službi na podlagi pravnih zakonov, ki jo ščitijo, njo, njeno delovno mesto, je ostala v službi. Ni se cepila, ni delala testov. In danes mi je zaupala, da 4 njene sodelavke, ki so se cepile, so zbolele,
In direktor jo je prosil, da jih nadomešča. Kaj to pomeni, dragi člani društva Belis? To je informacija, ki je mene osebno razveselila, pa ne zato, ker so 4 delavci v njeni službi zboleli, ne zato. Ampak zato, da vemo, da smo na pravi poti, ki vodi v svobodo, v radost, v srečo, v zdravje. Cepiva je že kar nekaj časa javno objavljeno, da nas ne obvarujejo pred boleznijo, pred prehladi. In to je samo en dokaz več, da imamo mi v Društvu za srečno življenje prav, ko spodbujamo druge poti do zdravja, do sreče, do svobode, kakor nam jo ponuja trenutno propaganda na televiziji, v časopisih, ko nam govorijo, cepite se, varna cepiva. Kako varna? Če 4 delavci, ki so se cepili, so zboleli. In naša članica, ki se ni cepila, je zdrava. In ne samo svojo službo ne upravlja sedaj, celo nadomešča te svoje kolege, ki ne morejo delati. Ker pomeni, da ona more delati več ur, kot bi ji pripadalo po njeni pogodbi delovni. Dela nadure. In dragi člani društva Belis, vi ste se odločili za srečo. To je bila svobodna odločitev. Svobodna volja. V ustavi v 39. členu piše, da imamo celo prosto pot dogovora, do javnega nastopanja, seveda, če je to v skladu z etiko govorjenja. Imamo pravico izjaviti, da smo zdravi, da smo srečni, ker ljubimo življenje, ker ljubimo naravo, ker ljubimo drug drugega, se spoštujemo, živimo v sozvočju z naravo, z naravnimi zakoni. In hvala vsem vam, ki ste se odločili za to srečo, da ste z nami, da ste del družine Belis. Nameni in cilje društva Belis so v tej članski izkaznici napisani. Lahko jih preberete večkrat, ker so resnično spodbudne misli, spodbudne besede. Prvi namen in cilj je brezpogojna ljubezen, o tem smo že govorili. Drugi cilj in namen Društva za srečno življenje je prijateljstvo med nami, prijateljstvo do življenja, prijateljstvo do narave. O tem smo prejšnji teden govorili. Danes pa se bom dotaknila besede svoboda telesa, je popolnoma drugačna kot svoboda duha. Svoboda telesa je svoboda, ki nam je velikokrat bila odvzeta, ki nam jo velikokrat tudi jemljajo. Meni osebno so svobodo telesno tudi že vzeli. Bila sem 21 dni celo v zaporu in uklenjeno so me tja odpeljali. Zlomili obe zapestji. In nisem bila svobodna v telesu. Ampak niso mi vzeli svobode mojih misli,
svobode mojega duha. To nam pa ne more nihče vzeti, razen mi sami sebi. Svoboda zbiranja je tudi omejena že preko odlokov. Svoboda javnega nastopanja je tudi že omejena. Vendar svobode duha nihče, prav nihče na tem svetu ne more omejiti, jo vzeti, če mi tega ne dovolimo oziroma ne sprejmemo. Kako naj mi svobodo mojega duha prepovejo, vzamejo, uklenijo? Ne da se. Hvala Bogu, da je tako. Upam, da se strinjate z menoj. Tudi svobodo mojih misli mi ne morejo vzeti. Mislim po svobodni izbiri. Tudi tega mi ne morejo vzeti. Bogu hvala. Tudi svobodo mojih čustev mi ne morejo vzeti, ker se jaz odločam, kako bom reagirala na določene situacije. Bogu hvala. Lahko pa mi vzamejo svobodo telesa. Ampak moje telo je materialno telo. Ima svoje zakonitosti. In vemo vsi, ki poznamo Sveto pismo, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi iz zemeljskega prahu in mu vdahnil duha. In človek je postal živa duša. Telo z duhom je živo telo. Tudi če se ranimo, poškodujemo, zaradi duhovne narave se naše telo zaceli. Tudi če si zlomimo kost, naše telo ima znanje zaradi duha, ki je v nas, da se pozdravi. Že sem omenila, da je Jezus Kristus svoje zemeljsko telo zapustil po treh urah trpljenja na križu z besedami: moj Bog, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Vendar on je vedel, da bo dobil svoje življenje nazaj. Ker je vedel, da je njegov oče tisti, ki mu daje življenje. Ne črka, ne prepoved, ne odlok, ne križanje. Ampak on se je za to odločil. Zapustil je fizično telo. Zgodovinski viri pišejo, da je bil takrat potres na številnih krajih sveta. Mesta so se rušila. Ljudje so v grozi umirali. Tema je bila. 3 dni. In šele po 3 dnevih, ko je vstal, kot se temu reče, od mrtvih, ko se mu je vrnil duh nazaj v telo, imel vstajanje od mrtvih. Ker se je njegov duh vrnil dobesedno iz pekla. Ker je obujal tiste, ki so zaspali v veri vstajanje. Se je vrnil in pokazal svojim nevernim učencem, predvsem Tomažu, nevernemu Tomažu, ki ni verjel, da je vstal od mrtvih. In vera v večno življenje je vera, ki jo nekateri že imamo, ker imamo svobodo verovanja. 41. člen Ustave nam daje svobodo veroizpovedi in ugovora vesti. Hvala Bogu, da imamo v Ustavi svobodo veroizpovedi. Svoboda duha in svoboda veroizpovedi
je nekaj, kar nam telo oživlja, kar nam daje radost. Tudi če nas udarijo, tudi če nas poškodujejo, tudi če nas ubijajo, imamo svobodo odločitve, ali bomo stali v telesu in živeli, če ne čez 3 dni, pa čez 3 leta ali čez 30 let, ne vem, to Bog ve. Vendar vera v življenje in v vstajenje v telesu je vera, ki je svobodna izbira vsakega izmed nas. Svoboda je dana vsem nam, vsem članom društva Belis in tudi tistim, ki še niste člani Belis društva in tudi tistim, ki nikoli ne bojo. Vsak ima svobodno voljo, da se odloča, kaj bo veroval, kaj bo čutil, kaj bo mislil in po kateri poti bo hodil. Ali po poti, ki vodi v smrt, svobodna izbira, ali po poti, ki vodi v radost, v srečno življenje in večno življenje. In želim si, da bi popolnoma vsi po tej poti ljubezni in radosti, tudi člani društva hodili, seveda po svobodni izbiri. To je opcija, to je možnost. In hvala vam, da sem smela z vami podeliti to mojo svobodno voljo, mojega duha in moje veroizpovedi. Tisti, ki morda še ne verujete, da je v nas moč, da gore premikamo, da lahko ljubimo sovražnike, da jih lahko blagoslavljamo. Vam zaupam, da jo imamo, prav vsi, ki smo tukaj na zemlji. Vsi smo otroci življenja, vsi smo otroci ljubezni in vsi imamo možnost se odločiti za življenje, za radost, za srečo, tudi tukaj zdaj na zemlji in blagoslavljati vse tiste, ki nam to svobodo želijo vzeti ali nam jo jemljajo ali nas srnujejo. Jaz osebno sem živi primer, da je Bog v meni večji, kakor zlo v meni oziroma okrog mene. In upam, da se boste, če se še niste odločili za svobodo duha, za svobodo večnega življenja in to v telesu, ker imamo ta dar. In hvala Mihajlu, da mi je dovolil kakšno minutko čez mojo časovno dovolilenco. In upam, da so bile te besede, ki sem vam jih izrekla, tudi vam v dobro seme in da bo iz teh semen zrasla vera v življenje, v radost in v mir. Hvala lepa. Hvala. Hvala za čudovito spodbudne besede. Dvakrat sem jo opozoril, seveda, diskretno, da je prestopila čas. Vzela si je, tako kot ponavadi, svojo pravico in mislim, da upravičeno, ker vsi rabimo tudi malo drugačne besede, poživljajočega duha, ki v nas prebudi tudi druga čustva, odpre druga vprašanja, druge dimenzije, ki nam v teh časih še kako manjkajo in ki nam jih zatirajo na vseh področjih. Tako da, draga Iveljana, še enkrat hvala za te tvoje besede. Jaz bom pa sedaj malo bolj trd v besedah zaradi tega, ker nam to trdoto ponujajo in jo je treba malo razbiti, omehčati. In je tako, če nasprotnika spoznaš, poznaš njegovo strategijo, njegovo taktiko, se mu lahko tudi na nek način upreš. In Društvo za srečno življenje so besede, ki marsikoga v nasprotnem taboru zelo znervirajo, izživcirajo, ker ne ve, kam bi to srečno življenje postavil, zaradi tega, ker to jemlje, od tega živi. To pijejo nam kri življenja, pijejo nam srečo, zadovoljstvo, vse tist, kar bi lahko bili, pa ne moremo biti zaradi te trdote. Če ima kdo res dobro argumentirano razlago, naj mi prosim javi. Jaz sem Mihajl Belis, moj elektronski naslov je info@elis-center.com in mi lahko sporoči naslednji odgovor. Kako virus loči spol, kako virus loči časovno omejitev, katere osebe bo okužil in katere ne, kje v katerih urah se nahaja,
v katerih zgradbah se nahaja in tako naprej. Lepo prosim, vse pametne ljudi, za katere je Kacin rekel, da so seveda pametni, ker so se cepili, lepo prosim, za vse tiste, da mi pišete odgovor, vam dam javen izziv, z veseljem bom bral vaše odgovore. Zdaj pa gremo pogledat, kako vlada določa, kje se ta virus nahaja. Odlok vlade, ki se uporablja od 6.9.21 dalje, je strašno zabaven, ničen, nič vreden, za tiste, ki se spoznamo na te stvari, ki vemo, kaj mora biti življenje. Seveda, za tiste, ki ga bodo poslušali, ki se ga bodo držali, je njihova zadeva in jaz bi vam rad predstavil, kaj v 4 poglavjih, v zadnjem odloku, ki smo rekli, da se uporablja od 6.9.2021 dalje, kaj od nas zahtevajo. Še prej vam povem, ustavni člen, ki sem že enkrat o tem govoril, da imamo samoupravi. Namreč v tem odloku so se odločili, da bo v državni samoupravi tokrat veliko virusa, da bo veliko omejitev, veliko pogojev, da se bo treba cepiti, testirati, zato da bodo zajezili ta nevidni virus, ta virtualni televizijski virus, ki nam ga predvajajo vsak dan, ki je tako pameten, da ve, koliko stane, koliko se jih cepi, koliko se jih ne cepi, kdo je, skratka, da ne razlagam dalje. Imamo lokalne samouprave, občine, delovna področja v lokalnih skupnostih, mestne občine, potem se tukaj merijo dohodki občine, ki zdaj po novem rečemo koronski dodatki in tako naprej, seveda pokrajine in nadzor državnih organov, ki to samoupravo državno nadzoruje. Seveda zdaj z odloki, včasih je to bilo drugače. Mi v društvu pa imamo tako imenovano B, drugo samoupravo. 138. člen ustave govori v začetku o lokalni samoupravi in tudi odlok govori o lokalni samoupravi. Zakaj vam to govorim? Ker to velja za vse tiste, za katere je pisano in se imajo vključene v to lokalno samoupravo. Druga samouprava, kjer pa smo vključeni vsi člani društva za srečno življenje Belis, bom pa ponovno prebral 2 stavka, zato da boste vedeli, kam spadamo in proti čemu se lahko borimo in kako se lahko proti temu borimo. Torej, mi ne spadamo niti v ta odlok, niti v to samoupravo, ampak v drugo samoupravo. Za nas bi morali narediti drug odlok, pa ga ne morejo, ker mi imamo statut in v statutu imamo določeno, da spoštujemo samo tiste družbene zakone, ki so skladni z naravnimi zakoni in matematično logiko. Državljani se lahko za uveljavljanje svojih interesov samoupravno združujejo. Drugi stavek. Državljanom se lahko zakonom prepusti samoupravno urejanje posameznih zadev iz državne pristojnosti. Vzeli smo si to pravico in vzeli si jo bomo tudi naprej. In mi ne spadamo pod odloke, o katerih bom zdaj govoril, zato da boste videli, kaj ljudem počnejo. Dobil sem posredovan podatek in sicer od sindikatov državne uprave in to se pravi so nekako naredili v 4 poglavjih. V prvem poglavju določajo z odlokom, kakšen je pogoj za zaposlene v dejavnostih, ki jih bom kasneje naštel. V drugem poglavju navajajo, v skladu z odlokom so dolžni izpolnjevati uporabniki storitev, se pravi gre za storitvene dejavnosti, kamor so se zdaj spustili tudi na vse tiste, ki imajo pogodbo z državo, kot SP, DO, KD in tako naprej, registrirane dejavnosti. V tretjem poglavju bomo govorili pa o enih zadevah, kjer PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati in uporabe zaščitnih mask tudi za koga ni obvezna in za koga je. Tako, imamo te 4 točke, pa poglejmo.
Z odlokom je pogoj PCT za zaposlene določen v naslednjih dejavnostih. Govorimo o odloku, o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom. Jaz ne vem, kakšne okužbe, meni je to tuje, ampak ok. V zdravstveni dejavnosti rabijo PCT, dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo, z izobraževanjem odraslih. Socialno-varstvene dejavnosti, kulturne dejavnosti, dejavnosti verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanje pri kolektivnem uresničevanju verske svobode. Celo v versko svobodo so se vtaknili in je treba pri verski svobodi izvajati PCT, če to verjamete. V dejavnostih ponujanja in prodajanja blaga in storitev, neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. V dejavnostih izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj. Imamo tukaj PCT-je. Mi moramo tukaj, glede na to, da se izobražujemo, imeti PCT, kaj ne, Kacin? Beovič, vlada Republike Slovenije. Krasno. Ok. V dejavnostih izvajanja usposobljanj in preverjanj znanja na področju letalstva in pomorstva v Republiki Sloveniji. Spustili so se celo v športne programe, športnih tekmovanj ter športno-rekreativnih dejavnosti v zaprtih prostorih. Poglejte, kaj vse počnejo ljudem in vašim otrokom in vsem tistim, ki se ukvarjate s športom. Nadalje. Dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju zasebnega varovanja, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva in detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Dajte čim več detektivov, zdaj najet, vsi rabijo PCT, zagotovo ne bodo delovali. Potem imamo varnostniki, pogledajte, zasebno varovanje. Vsak varnostnik, ki je zdajle, ki vas ustavi, upravičeno lahko od njega zahtevate PCT, ker če ga ne pokaže, ga tudi vi ne rabite pokazati, tisti, ki pač se greste to igro. Ampak, kot zanimivost, nima pravice od vas zahtevati, če sam tega pogoja ne izpolnjuje, to se pravi v 11. točki, ker imamo s temi ljudmi največ opravka, ker nam omejujejo svobodo gibanja tako pred nakupovalnimi centri, kot pri vhodih in službo in tako naprej. Najhujša stvar, ki se je ta teden zgodila, dobil sem ogromno klicev iz državne uprave, ker so tam zaposleni ljudje, ki pač vodijo državno upravo in zdaj v 12 točkih piše, da se PCT izvaja v državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, to je to, kar sem vam povedal iz ustave, se pravi vse občine in tako naprej, v javnih agencijah, javnih skladih, javnih gospodarskih zavodih in javnih zavodih, ki niso posebej opredeljeni v tem odstavku. Vsi zaposleni v državnih upravah imajo velike težave, ker niso pričakovali, da bo to do njih sploh prišlo. Slabi 2 leti so nam nalagali preko raznih stvari, maske, distance, ljudje smo se morali tega držati, za njih to ni veljalo, zdaj pa naenkrat velja. Zapomnite si, vsakega želijo doseči, želijo. Nekaj pa je ljudi, ki pa so modri, inteligentni, izobraženi in vedo, kam pes taco moli, če temu smem po domače povedati. Dalje, PCT dejavnost, vse ta avtotaksi prevozov, dejavnosti prevozov oseb v zaprtih žičniških napravah, na deloviščih in na skupnih deloviščih v skladu s predpisom, ki ureja varnost zdravja pri delu, na deloviščih za osebe, ki imajo položaj udeleženca v skladu s področnimi predpisi, nadzornika, izvajalca v skladu s predpisom o graditvi objektov, se pravi od vseh, ki bodo gradili, zdaj le rabijo PCT. Če ne bom imel PCT-ja, ne bom mogel v službo pa graditi. Dalje, 17. točka je zelo zanimiva. Vsi policisti, občinski redarji in varnostno osebje, ki izvajajo naloge na področju zagotavljanja javnega reda in varnosti. Torej, policist, ki vas ustavi, se vam mora najprej legitimirati s PCT testom, če hočete, da z njim govorite. Ok. Prva stvar mora pokazati. Če tega nima, se mu ognete nadaleč, ker je pač virusen.
Občinski redarji prav tako ne sme vam dati kazni za steklo, če nima PCT-ja. Varnostno osebje, ki vas smo že rekli, a ne, ki zaradi teh izvajam nalog na področju zagotavljanja javnega reda in varnosti, skratka vas ne sme ogovoriti, če nima legitimacije PCT. Dalje, osebe, ki delajo v zavodih za prestajanje kazni zapora, se pravi vsi pravosodni policisti, pri izvajalcih socialno-varnostnih storitev, programov, ki izvajajo nastanitev, prevzgojnih domovih, centri za tujce, azilni domovi, integracijske hiše. Nihče ne more prespati v teh zavodih, vkolikor nima PCT-ja. Super. Osebe, ki delajo kot osebni asistenti, skladno z zakonom, ki ureja osebno asistenco, in osebe, ki delajo pri izvajalcih programov v podporo družini. Se pravi, če imate doma nekoga, ki rabi osebno asistenco in povabite nekoga, zaposlite nekoga, ki bo skrbel za pacienta, ki rabi osebno asistenco, rabi PCT, ker drugače ne more noter. Zanimiva področja. Uradne osebe, ki upravljajo nadzor na področjih predpisih, na področnih predpisih, se pravi inšpektori, oziroma tiste, ki izvajajo nadzor nad izvajanjem tega odloka, in pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo izvršbo. Vsi izvršitelji, sploh ga ne smete v hišo pustiti, izvršitelji ali pa pred bajto, če nima PCT, legitimacija PCT. Okay. Inšpektor ne sme priti, če nima PCT-ja. Tako da po novem, zapomnite si, člani društva Beli za srečno življenje, ostanite srečni, zdravi, veseli in zahtevajte od vseh PCT, drugače ne sme noter. Dalje, za zaposlene se za upravljanje dela kot PCT pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom za samotestiranje. To so oni kitajski, ki jim je potekel rok in jih zdaj na veliko prodajajo po lekarnah. Za vaše otroke, za samotestiranje, skratka, klump, ki ni vreden nič, sam da gre v biznis. Ti testi nimajo neke vate na koncu, ampak peno, kaj je v tej peni, ne ve nihče, nihče nam tega ni predstavil, tudi delavcem, zaposlenjem ne, čeprav bi po zakonu to morali storiti. Samotestiranje se kao izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Virus je celo na uro določen. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je lahko izvedeno v domačem okolju ali na delovnem mestu. Klicala me je uradna oseba, ki mi je povedala, kako lepo so jim na delovnem mestu človeško pripravili te teste, rokavičke, diskretno, da se lahko v miru vsak, ki pride v službo, najprej na delovno mesto, nihče nikomor nič ne reče, je zelo prijazno, ampak se mu ne šteje v delo, če ne gre v tisto posebno sobo pred pričetkom dela, kjer je zelo lepo urejeno, sterilno, čisto in moraš izvesti samotest. Za namen samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in seveda podpis zaposlenega. V skladu z odlokom je strošek samotestiranja strošek delodajalca. Zanimivo. Vse, kar je zastonj, ne vem, koliko je dober. Minister, pristojen za zdravje, določi najvišjo višino povračila stroškov za zdravstvene storitve testiranja, stroškov testov in testov HAK za samotestiranje ter način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje. Veliko zdravja bomo imeli v Sloveniji, več ko bo testov, več bo zdravja, manj bo virusa. Obdelali smo tako imenovano prvo točko, v kateri smo videli, v katerih dejavnostih je pogoj PCT, da sploh opravljaš delo, kar je v nasprotju s 43. členom Zakona o delovnih razmerjih, kjer delodajalec ne sme ovirati na noben način dostopa do delovnega mesta, sicer krši pogodbena določila in vsakemu delavcu, ki dobi ta PCT pogoj, je ta člen kršen. Zapomnite si, če se vam zgodi, da se ne želite testirati, takoj sprožite kršitev pogodbe na delovnem sodišču in seveda, tako kot nam država nabija ceno za kazni za maske, nabite vi delodajalcem
tem brezsrčnim ljudem, ki pokleknejo pred kapitalom in jih ne zanima vaše zdravje in dobro počutje pri delu, jim nabite od 50 do 100 tisoč kazni zaradi kršitev pogodbe o delovnem razmerju. Naj vam ne bo nerodno, udarite jih po žepu preko sodišč. Sodišča so funkcionalna, delajo in so zavezani, da spoštujejo zakon in ustavo. Ok, druga točka. Zanimivo, v skladu z odlokom so pogoji PCT dolžni izpolnjevati uporabniki storitev iz seznama. In ta seznam je naštet od točke, to kar smo rekli, od te točke, zdaj pa naprej. Uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov in centrov, za tujce azilnih domov, to smo rekli. Uporabniki zavodov izvajalcev socialno-varstvenih storitev programov, ki izvajajo nastanitev v nastanitve ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur. Športniki za kontaktne športe na zunanjih površinah in odprtih prostorih. Zunanjih površinah in odprtih prostorih PCT za kontaktne športe. Uporabniki žičniških naprav, obiskovalci nastanjenih pacientov, zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov ter spremljevalci pacientov in uporabnikov izvajalcev socialno-varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov. Tako, tretja stvar, ki je pa zdaj pride bolj do zanimivih stvari, je pa ne glede na prejšnjo, kar je bilo povedano v prejšnjih odstavkih, PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati. Država ti pove, kdaj je potrebno, pa kdaj ni potrebno. Si sploh ne moreš določiti, kdaj boš ti rabil ali ne. Ampak to je vse predpisano. Vse je lepo povedano. Bravo. Prvič, osebam, ki so mlajše od 12 let, ne rabi PCT-ja. Osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, prvi, drugi ali tretji razred osnovne šole, glasbeno šolo, vključno od drugega razreda v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Uporabnikom storitev ni potrebno izpolnjevati pogoja, in sicer trgovinske dejavnosti po predpisih, ki urejajo trgovinsko dejavnost. Jaz tega ne razumem, ampak dobro. To so lekarne, ne rabijo PCT izpolnjevati, pazite, lekarne, bencinski servisi, da se ne boste kregali tam s kom, da bi zahtevali slučajno od tistega, ki mu hočete bencin plačati, da vam mora pokazati, vam ne rabi. Banke in zavarovalniške storitve, seveda denar se rabi, ker drugače ne bi bilo dodatkov, pa koronskih, ne vem, nagrad. Pošta, na poštah ne rabijo PCT, in pa dostavne službe in osebnih prevzemov blaga in hrane. Se pravi, če naročite pico od onga, ne smete zahtevati PCT-ja. Potem dalje, servisnih delavnic, tehnografskih delavnic, nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij z področja motornih vozil, terennih in mestnih pregledov cistern in tako naprej. O brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, kjer ni potrebnega stika z izvajalcem dejavnosti. Torej, ti ljudje ne potrebujejo PCT-ja. Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih. Vseh zaprtih javnih prostorih. Jaz nikoli še nisem mogel v zaprt javni prostor priti, kam bi šele masko uporabljal. Se opravičujem, ker ta dikcija je totalen nonsens, tako kot je nonsens vse, kar to berem. Ampak da boste videli, kaj pametni ljudje znajo narediti. To so najvišja inteligenca v Republiki Sloveniji. Vsem spoštovanjem. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih. Se pravi, če se giblješ in nimaš maske, boš dobil kazen, ker se giblješ brez maske. Če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje 1,5 metra in osebnih vozilih. V osebnih vozilih rabite masko.
Sam kdo vas bo ustavil, ne vem. Ker policaj, zdaj bojo službe pustili, jih bo manjkalo, ne. Veste, kontrola prometa pa ne more biti. Nekdo me je vprašal, če vem, kaj je kontrola prometa, sem rekel, vem. Kontrola prometa je to, da policaj stoji na pločniku in šteje avtomobile, nič drugega. Če ni kamere, če ni števca, policaj šteje in kontrolira promet. To je kontrola prometa. Če vas hoče ustaviti, rabi pa sodni nalog. Zapomnite si, rabi sodni nalog, ustrezen razlog, zakaj vas je ustavil. Ne za kontrolo prometa, pihanje in tako naprej. To so vse zgodbice za pobiranje velikih računov, polnjenje proračuna. Rabi sodni nalog na vaše ime, podpisano od izbranega sodnika in razlog, zakaj vas je ustavil, zakaj vas inkriminira. Drugače ga lepo pozdravite. To mu prijazno poveste. Ne glede na prejšnji stavek oziroma prostorih, ni potrebno, če gre za člane istega gospodinjstva. Ujej, Iviljana, doma ne rabiva maske. In je zagotovljen, mislim, meni je smešno. Bravo, vlada Republike Slovenije, medosebna razdalja, se pravi, in je. Če je zagotovljena razdalja 1,5 metra, a smo meter, nismo, ok, 1,5 metra drugih oseb v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva in na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT. Spoštovanje, ne samo PCT, ampak tudi razdalja in maska, pravi, sploh ne moramo razmišljati, ampak paziti na 1,5 metra masko čez nos in PCT v žepu. Dalje, zdaj smo pri točki 4, uporaba zaščitne maske pa ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, ampak izključno, ko so v matičnem oddelku, takoj, ko gre lulat, si mora masko gor dati, ker virus na hodniku pa na stranišču tam pa že je. Učence glasbene šole do vključno 2. razreda, kdo bi si mislil, kjer je muzika, tam je virus, ljudje, pazite. Radio potih ali pa ugasniti. Vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok pomočnike pri upravljanju neposrednega dela z otroki, 5. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala. Wow, takrat ni treba maske. Ne vem, zakaj je potrebno na pošti imeti, kadar je steklo ali pa kjerkoli so zaščitne pregrade iz stekla. Zanimivo, govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja 1,5 metra, ne rabijo maske. Za nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah ne rabi maske. Osebe, ki izvajajo športno vabo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra, se pravi, dva, ki vadita skupaj, se ne smeta približati na 1,5 metra, ker takoj, ko je 1,49 m, si morata masko gor dati, da lahko nadaljujeta šport. Osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena. Ampak nič ni povedano, kaj je objektivni razlog, tako da tega spet ne razumem. Žal. Za učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, za učence glasbene šole pri pouku pihal, trubil, petja. Meni je tako smešno. Plesne pripravnice sodobnega plesa in baleta ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta. Prav povejo, da če pihaš v trobento, da ne rabiš imeti maske. Kako daleč smo prišli, da ni več nič logično, vse je predpisano. Jaz se zadržujem, spoštovani, ob teh čudovitih, inteligentnih stvarih. Točka 11. Ob upoštevanju pogoja PCT za goste v igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo ni potrebna maska, ker tam, kjer je denar, ne raba maske. Nastavitvenih obratih, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program, ter v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost, priprava in strežba jedi in pijač. Lep pozdrav in ostanimo zdravi. Torej, to sem dobil. Moram reči, da ko sem bral odlok
da nisem tako razumel kot to. Torej, tukaj so se potrudili za to, da ne bi kršili teh predpisov v Sindikatu Republike Slovenije. Iskrena hvala za to, da smo povedali našim članom, morda je kdo od naših članov tudi v podobni službi, ali ima otroka, ali se ukvarja s športom, ali plesom, ali hodi po cesti, ali nakupuje, ali kakršnokoli drugo dejavnost počne, da se bomo znali obnašati. Toliko o tem, upam, da ste dobili sliko, upam, da ste dobili eno idejo, kakšni so sodobni predpisi v 21. stoletju. Kar se mask tiče, bi vam pa rad povedal eno zelo zanimivo zadevo, ki sem jo dobil in velja s 1. septembrom 2021. To je uradni list Evropske unije. Uradni list Evropske unije. In sicer lahko si ga poiščete na internetu. Vam bom točno povedal. To je Uradni list Evropske unije, list 310/1 oziroma priporočilo Komisije EU številka 2021/1433, se pravi 1433 z dne 1. septembra 2021. O postopkih ugotavljanja skladnosti in nadzora trga v okviru grožnje COVID-19. Evropska komisija in sicer tukaj zelo lepo pove, jaz sem si to natanko prebral, sem si tudi stvari označil, podčrtal, ampak danes o tem ne bom. Kakšne maske morajo biti za virus in je točno napisano, kdo mora uporabljati medicinske maske, kdaj in kje, kakšna je regulacija trga. In vse te določbe so v uredbi že iz leta 2016/425. To je izdal Evropski parlament in Svet Evrope z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in pa seveda so s tem razveljavili direktivo sveta 89/686. Ampak vse to si lahko tukaj preberete, da boste videli, kako se v Sloveniji to izvaja, kako ocenjujejo izdelke osebne zaščite, katera zaščita izpolnjuje veljavne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve. To je to, kar mi skozi zahtevamo od predpostavljenih, od vlade, od učiteljev, zahtevamo dokumentacijo, kje se kaj uporablja. Tukaj vse piše, ampak ti ljudje ne znajo poiskati in nam to ne znajo postreči. To mora narediti društvo za srečno življenje. A ima tale CE oznako? Ima. Ta je skladen za medical face. To gre v bolnici lahko uporablja. Na cesti tega ne smeš. Okay. Skratka, dobil sem tukaj v roko eno masko, ki ima CE, ki mora imeti CE, ampak take stvari se uporabljajo v posebnih postopkih ugotavljanja te maske v bolnišnicah za zdravstveno osebje, tam, kjer je predpisano. Ok, toliko o tem, da boste vedeli, da to obstaja. Zelo zanimiva stvar. In se vidi, kako pri nas vlada nateguje dobesedno ljudi z masko, ki je neustrezna na cesti in nam piše kazni za maske, ki so predpisane za zdravstveno osebje in še pri zdravstvenem osebju imajo na različnih nivojih predpisane različne tipe mask. Tako da o tem si lahko preberete sami in se prepričate o teh zadevah. Ostalo nam je še 10 minut in tukaj sem se odločil, da bi z vami podelil eno pismo, pismo ene mame, ki pod težo ukrepov v šoli se pogovarja z eno ravnateljico. Meni je to pismo, moram reči, kar pretreslo, ker ga je ta mama napisala zares dobro, prosila me je za asistenco pri tem dopisu, nisem imel kaj dodati, ker je več srca noter kot pameti.
Pamet pa veste, kako je, se ne čuti, se ne more izvajati, če ni srčnih stvari zraven. Takole mi je zapisala: gospod Mihael, pošiljam vam komunikacijo, ki je potekala med ravnateljico gimnazije in eno od mamic dveh gimnazijk, ki obiskujeta to šolo. In sicer tega je kar precej, pa bom tole prebral. Pozdravljeni, najlepša hvala za odgovor, ki je o meni porodil še eno vprašanje, in sicer vprašanje z željo po zakonski podlagi za nošenje mask. Podzakonski akti namreč morajo biti v skladu z ustavo in pravice lahko le specifizirajo in ne ožijo. Začasna omejitev pravic se lahko zgodi le v vojnem ali izrednem stanju. Ustno sem dobila informacijo od več zdravnikov, da imajo navodila, da ne glede na zdravstveno stanje ne smejo pisati zdravniških potrdil za nenošenje mask. Pravi, zdravniki so dobili navodila, da ne sme, ne glede na to, kakšne težave ima posameznik ali otrok ali pacient, navodila, da ne. Tudi če človek rabi dihati, ne, vse poti dihal je treba zapirati, navodila. Torej, nenošenje mask v naši državi, glede na zdravstveno stanje, ni. Hvala tudi podatek glede uporabe razkužil, umivanje rok, torej vedno je možna izbira. Presenetil me je podatek, ki ste ga navedli, da v primeru karantene doma ostanejo necepljeni dijaki, cepljeni in preboleli pa ne. Tudi predstavniki naše strokovne skupine so dejali, da cepljeni lahko prenašajo enako količino virusa kot necepljeni. Zanima me, moj zdrav otrok, ki zaradi posledic po cepljenju ne sme biti cepljen, bo v primeru karantene torej kaznovan. Kdo prevzame odgovornost za škodo, ki jo povzroči cepivo ali nošenje maske? Upam, da vas s temi vprašanji nisem spravila v stisko. Sama se z njimi ubadam že nekaj časa, odgovorov pa ne dobim, zato bom resnično vesela vaših. Želim vam lep dan. In potem odgovor, dragi moji, strokovno odgovor ravnateljice. Spoštovani, razumem in spoštujem vašo odločitev glede cepljenja. Verjamem, da vas je strah, saj zelo dobro poznam skrb za otroka in bolečino, če se jim karkoli zgodi. V šoli skrbimo za dobrobit posameznika skozi skrb za celotno skupnost. Predolgo smo v preteklih 2 šolskih letih učili nadaljavo, zato bomo naredili vse, da pouk v šoli ohranimo, saj se zavedamo, da je vsakdanji stik dijakov z učitelji in tudi dijakov med seboj nenadomestljiv. Iz izkušenj s preteklimi pojavi okužb v razredih vemo, da je edini način, da ohranjamo pouk v šoli ta, da prenos morebitnih okužb preprečujemo z rednim prezračevanjem, s temeljitim čiščenjem in razkuževanjem prostorov in, če do okužbe pride, jo z ohranjanjem mehurčkov uspešno omejimo na posamezni razred. Največ pa lahko za preprečevanje okužb naredijo dijaki in zaposleni z odgovornim vedenjem, tako da hodijo zdravi v šolo in upoštevajo vsa priporočila. V skladu z odlokom, zgodbica, pa odlok, klasika. V skladu z odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom, zato tudi ne bomo odstopali od osnovnih zahtev za preprečitev širjenja okužbe, kot je nošenje mask v zaprtih prostorih, ki je po 11. členu odloka obvezno za vse dijake in zaposlene. Še naprej bomo dijakom priporočali redno tedensko samotestiranje. Priporočilom spada tudi skrb za higieno rok. Razkužila so le praktičen in marsikdaj potreben, ne pa nujen nadomestek temeljitega umivanja rok. Naši dijaki se zavedajo svoje odgovornosti do drugih in v primeru pojava simptomov okužb ostajajo doma, se testirajo in sporočajo rezultate v šolo.
Tako smo v letošnjem šolskem letu zaradi okužbe 2 dijakov že poslali 2 oddelka na šolanje nadaljavo in vsi dijaki, ki niso cepljeni in preboleli, so prejeli odločbo o karanteni. Wow. Za te dijake izvajamo pouk nadaljavo, cepljeni in preboleli dijaki pa lahko pouk obiskujejo. Ko se bo karantena iztekla, bodo spet vsi v šoli. Če bi se ne držali pravil, bi lahko že cela šola imela pouk nadaljavo. Tudi zaposleni, učitelji in vsi ostali upoštevamo ukrepe, s katerimi poskušamo zagotavljati varno in zdravo okolje v šoli. Kljub vašim pomislekom je torej nošenje mask v šolskih zaprtih prostorih obvezna. Dijak, ki maske pravilno ne nosi, ne sme prisostvovati pri pouku oziroma se nahajati v prostorih šole. Upravičena izjema je lahko dijak, ki iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske. Prej smo pa prebrali, da zdravnik ne da, tako da tle je vse larifari, kar izkazuje z verodostojnim zdravniškim potrdilom. Lepo vas pozdravljam, ravnateljica. Klasičen odgovor, brez pravne podlage, brez znanstvene podlage, brez prave utemeljitve, gre samo za čisto uboganje, brez da razmišljaš, če pa razmišljaš, si pa sankcioniran. Tako. Potem je pa ta mamica odgovorila na to pismo ravnateljice na en lep način. Spoštovani, 1. september je bil včasih dan poln pričakovanj, novih začetkov, dan, ko so se srečali sošolci, prijatelji v hramih učenosti. Po prvih dneh pouka pa se jaz, mama 2 najstnic, počutim, kot bi hčerki pošiljala v zapor. Mogoče se vam ta primerjava zdi pretirana, meni pa ob vseh pogojevanjih in ukrepih v resnici sploh ne. Želim, da moja hči ne nosi maske, če že naj jo ima pod nosom, ker je s tem že dovolj izpostavljena. Prosim, da to spoštujete, predvsem pa ji ne dovolim uporabe razkužil za roke. Če bi zaradi uporabe maske ali razkužil imela zdravstvene težave, ki jih običajno sploh ne povezujemo s temi ukrepi, bi bila midva z očetom tista, ki bi morala v primeru težav iskati rešitve. Ne glede na vse je nošenje mask poseg v telo prav tako kot testiranje in cepljenje. In dodajam vam obrazložitev. Zavedam se, da smo ljudje sami odgovorni za svoje zdravje. Vsak izmed nas vsak dan sprejema odločitve, ki naše zdravje rušijo ali podpirajo. V odločitev za prevzemanje odgovornosti za zdravje svoje družine sem bila še bolj prisiljena pred 18 leti, ko je moja hči kot 4-mesečni dojenček po drugem cepljenju kot posledico vbrizganih sestavin v cepivu dobila meningitis. Zgodaj dopoldne je bila kot popolnoma zdrava dojenčica cepljena, čez dan pa je postala mlahava, slabo odzivna, fontanela se ji je izbočila. Zvečer sva pristali na infekcijski kliniki, kjer so ji vzeli likvor, ki je pokazal, da ima meningitis. Ta bolezen, ki je doslej sploh nisem poznala, je bila kot posledica cepljenja v času bivanja v bolnišnici večkrat ustno omenjena. A ta meningitis, prav tako kot reakcije na cepivo pri mnogih drugih otrocih, kot sem izvedela kasneje, ni zabeležena v registru stranskih učinkov za tisto leto. Zato moja hči nima nobene uradne opustitve cepljenja, čeprav od takrat ni bila nikoli več cepljenja, saj si tega posega zanjo nihče več ni upal predlagati. Seveda tudi jaz nikoli tega ne bi dovolila. Ob tako ekstremnem propagiranju in siljenju v cepljenje me je strah, na smrt me je strah. Počutim se, kot bi ves čas stala pred strelskim vodom. To je posledica tega, ker imam tudi jaz osebno slabo izkušnjo s cepivi. Spoštujem vse odločitve ljudi za nošenje mask, razkuževanje, distanciranje, cepljenje, izbiro življenjskega stila, prehranjevanja in da ne naštevam. Zato želim, da se tako spoštujejo tudi moje pravice glede mojega telesa in teles mojih otrok. Ne želim, da kdorkoli za moje otroke že s svojim bivanjem predstavlja nevarnost. Osamljenost in strah sta namreč med dejavniki ogroženosti zdravja na najvišjih mestih.
Naša družina pa za svoje zdravje skrbi na vseh nivojih. Od podporne prehrane, gibanja, preživljanja prostega časa, dovolj spanja, reševanja težav, pogovorov in tako dalje. Ustava, gospa ravnateljica, hišni red naše države, ki je najvišji pravni akt, državljanom zagotavlja pravice, ki jih zakoni in podzakonski akti lahko le specifizirajo, ne pa zožujejo. Če ljudje izgubimo najbolj temeljno pravico do odločanja o posegih v svoje telo, ki jo poleg ustave zagotavljajo tudi druge razne mednarodne konvencije, ki jih je podpisala naša država in smo zaradi tega diskriminirani, zasmehovani, potem res nismo več tako oddaljeni od grozot v taboriščih med drugo svetovno vojno. V prihajajočih mesecih, gospa ravnateljica, vam želim veliko moči za ohranjanje notranjega miru. S spoštovanjem, lep pozdrav. Hvala za vašo pozornost. V razmislek, vse, kar smo imeli danes, različne stvari. Želim, da sodelujemo naprej, podporno, da si pomagamo, da smo dobri drug do drugega, duhovno, duševno povezani. Hvala vsem prisotnim, ki ste se danes tukaj odzvali. Upam, da se je koga beseda dotaknila tudi od tistih, ki nalagajo te ukrepe, ki so neživljenjski, nesmiselni, nesmotrni, neverostni, ne ščitijo nikogar, polnijo pa samo žepe zdravstvenih domov, UKC Ljubljana in drugih centrov in pa politikov, predvsem pa pokvarjene in kriminalne farmacije. Lep pozdrav in se vidimo prihodnji teden. Hvala vsem za vašo pozornost. Srečno!